die Bedingungen und Behördenwissenschaftler und Spezialisten außerhalb der gebesserten Welt zurückkehren. Auf der anderen Seite schlummern die Talente aber irgendwo bei uns in Europa. In Deutschland leben 2,48 Millionen junge Menschen ohne Schule und Pflichtabschluss. In Europa sind es im Schnitt 40% der jungen Menschen ohne Abschluss. 3 Millionen Menschen in Deutschland vorrangig unterkennen, wegen Betreuungspflichten zu Hause und fehlender Betreuungsinfrastruktur, nicht oder nicht vollständige Arbeit. Bei guter Intention bleibt zu befürchten, dass wir wiederum einen demokratischen Anschaffung, der letztendlich zu einem neuen Potjomkinschen Dorf wird. Nehmen wir noch zuerst die Schätze in den Köpfen der jungen Europäer, geben wir Frauen endlich die gleichen beruflichen Chancen und beenden wir die Augenwischerei, dass unsere Jugend die Hausaufgaben der Nationalstaaten übernimmt, die wir nur ungenügend erfüllen können. Schönen Dank fürs Zuhören. Merci beaucoup, Jones. Hvala lepa za besedo, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovana komisarka. Evropa se vzporedno s številnimi problemi sooča z enim največjih izzivov tega časa, z ohranjanjem in razvojem svojih talentov. Vse preveč naših najboljših ljudi išče priložnosti izven naših meja, s čimer seveda izgubljamo mi in izgubljamo tiste, ki so temelj našega gospodarskega in socialnega razvoja. Če želimo ostati globalno konkurenčni, potem moramo ta trend nujno zaustaviti. Trenutno je v Evropski uniji na voljo 3 milijone nezasedenih delovnih mest. Vlade bi morali informirati o tem, po katerih poklicih je največ povpraševanja, že v času njihovega študija. Velikokrat smo slišali, da morajo izobraževalni sistemi bolje sodelovati z industrijo in da potrebujemo več vseživljenjskega učenja, ki ni dostopno samo v velikih mestih, ampak tudi v okolju. Seveda imamo znotraj Evropske unije nekatere države, ki so zelo uspešne pri tem in od njih bi se morali učiti, kako usklajujejo spretnosti, ponudbo in povpraševanje na trgu dela. Evropa mora biti, ker je lahko privlačna za talente, je prostor, ki spodbuja inovacije, kjer nudimo ogromno poslovnih priložnosti in kar je najpomembnejše, zmanjšujemo administrativna bremena za podjetja. Da ustvarimo takšno okolje, pa je na nas, spoštovane kolegice in kolegi, tukaj odločamo o tem, kakšen prostor bomo imeli. Hvala lepa. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Vice President, colleagues, the belief that the deregulation disguised as simplification will solve labour market problems in Europe and make Europe more competitive is misleading. Weakening of our values and backtracking on achievements will not strengthen our economy.